tiskovni konferenci. Gre za predlog zakona, s katerim predlagamo interventno ravnanje ob odpravi posledic zadnje ujme. Vsi dobro veste, da je v ponedeljek in torek, se pravi 11. in 12. prišlo do hude ujme na Gorenjskem, zlasti prizadete sta bili občini Preddvor in pa Jezersko. Poleg tega Bohinj, velike poškodbe so bile tudi na Koroškem in pa na delu Kočevskega. Gre za obseg, ki po izjavah tistih, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, gozdarjev in vseh drugih, v nekaterih delih celo presega naravno ujmo žleda, ki je Slovenijo prizadela pred nekaj leti. V SDS smo torej želeli ravnati tako, da dokažemo, da je prava pomoč tista, ki pride hitro, ki pride takoj. Zaradi tega predlagamo, da se po nujnem postopku sprejme predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme in sicer utemeljen na naslednjih načelih. Predlagamo, da se zagotovijo v proračunu dodatna namenska sredstva in da se kot vir poleg proračuna Republike Slovenije uporabi tudi sklad, solidarnostni sklad Evropske unije. Glede na obseg ujme in glede na prve ocene, sicer še povsem neuradne, ki presegajo 100-milijonsko številko, potem je seveda tak poseg zagotovo utemeljen in bi Evropska unija glede na svoja pravila zelo verjetno sredstva tudi sprostila. Treba bo torej dati ustrezno prošnjo, kot vir pa, kot rečeno, lahko poleg tega sklada uporabimo tudi proračunska sredstva, ki imajo namenska za odpravo posledic ujme že deloma v rezervi, toda glede na obseg bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Glede na to, da ocene v tem hipu še niso opravljene, predlagamo, da vlada potem to stori skladno z veljavnimi predpisi in da zagotovi sredstva in določi obseg, način in pa dinamiko zagotavljanja teh dodatnih sredstev za odpravo posledic vremenske ujme. Ker gre za sorazmerno velika sredstva in glede na to, da bo potrebno pri nekaterih stvarih, zlasti ko gre za infrastrukturo, opraviti tudi večje posege, je očitno, da vsega ne bo mogoče zagotoviti v proračunu za naslednje leto. Zaradi tega predlagamo tudi, da se to porazdeli, se pravi, da se zagotovi za to sredstva s spremembo proračuna za leto 2018 in pa potem tudi ustrezno prilagodi proračun za leto 2019. Skladno s našim predlogom bi se opravilo pregled in potem določilo vrsto in pa obseg potrebne obnove glede na infrastrukturo. Gre za železniško, prometno, videli ste, da nekatere ceste so dobesedno izginile, ob nalivih je odneslo cesto po dolžini, ne samo po širini, kar praktično pomeni, da bo potrebna popolna obnova. Prizadeti so številni mostovi, poleg cestne infrastrukture je zelo prizadeta tudi elektrika, daljnovodi so na tleh, potrebno bo zdaj zagotoviti neke začasne rešitve, potem pa popolno obnovo teh daljnovodov, oziroma v nekaterih primerih, kot pravijo, tudi njihovo prestavitev na druge trase. To bo kasneje še pokazala podrobnejši pregled. Potem bo potrebno oceniti višino sredstev, ki je namenjena tudi posameznikom za odpravo škode in predvideti višino teh sredstev v naslednjem proračunu in pa v proračunu 2019 in seveda določiti seznam upravičencev in pa postopek dodelitev sredstev oziroma povrnitve te škode. Zdaj, po našem predlogu bi Vlada Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona odločila o vsem tem, kar sem naštel,
in o uporabi sredstev za odpravo posledic vremenske ujme in ocen neposredne škode na podlagi programa za odpravo. Poleg tega predvidevamo olajšavo pri katastrskem dohodku, namreč na nekaterih predelih je orkanski veter podrl izjemno veliko količino dreves, praktično vsa tista drevesa, ki bi predstavljala neko perspektivno maso za izkoriščanje in tam bo potrebno mnogo let, da se ta stvar obnovi, zato tudi predlagamo, da se na teh zemljiščih, ki se jih ustrezno odmeri in ugotovi, zniža katastarski dohodek za 50%. Veste, da je bil pred kratkim, ker pač ta vlada drugo kot dvigovati davke ne zna, katastarski dohodek v nekaterih primerih zelo povečan. Zaradi tega je tak predlog več kot utemeljen. Predpisovati poln katastarski dohodek ob tem, ko je naravna ujma prizadela celoten gozd, praktično ga uničila na nekaterih območjih, je skrajno neprimerno in nekorektno. Zato tudi predlagamo, da se tako olajšavo uveljavi. Podobne rešitve, kot jih naštevam, so bile že uveljavljene ob preteklih ujmah, tako da tukaj ne predlagamo ničesar, kar bi bistveno odstopalo od doslej uveljavljenih principov in pa pravnega reda Republike Slovenije. Prav tako predlagamo, da se v proračun Republike Slovenije za občine, ki so bile najhujše prizadete in ki potrebujejo prioritetno sanacijo, zagotovijo dodatna sredstva za financiranje investicij v lokalno javno infrastrukturo za odpravo posledic vremenske ujme. Se pravi, da država prednostno uredi tisto, kar je v njeni pristojnosti, občinam pa zagotovi dodatna sredstva, da tudi občine lahko v najkrajšem možnem roku odpravijo posledice te ujme. Tisto, kar posebej predlagamo dodatno, pa je, da se enkrat že v tej državi resno soočimo s tem, kdo vedno nosi tisto prvo težo odpravljanja posledic, pravzaprav tudi svoje zdravje in življenje, nosi na prodaj, zato da pomaga drugim, to so gasilci. Zaradi tega, ker se v preteklosti nikakor ni dalo zagotoviti zadostnih dodatnih sredstev za ureditev nekaterih temeljnih stvari, ki jih v primerljivih državah že davno poznajo, pa tudi zato, ker imamo v parlamentu Republike Slovenije žal kakšno botro pehto, ki na veliko vpije proti denarju za obrambo, prezre pa, da je znotraj obrambnega proračuna tudi proračun za gasilce in pa za civilno zaščito, ki prav tako pomaga, se tukaj delajo te službe z roko v roki, in da v najbolj ključnih trenutkih vedno priskoči na pomoč tudi Slovenska vojska in tudi tokrat je to storila. Zaradi tega predlagamo, da se pač tukaj zagotovijo dodatna sredstva. V tem primeru z interventnim zakonom predlagamo konkretno rešitve za gasilce in sicer, da se doda ustrezna sredstva in se je zagotovil proračun Republike Slovenije za stimulacijo delodajalcev. To se pravi, da se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcev znižajo zavarovalne premije in imajo za to dodatne davčne olajšave. Drugič, da se zagotovijo sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev, torej tistih, ki neposredno posredujejo v takih primerih, in da se zagotovijo dodatna sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev iz proračuna, kar bi moralo biti samoumevno, žal doslej tega ni bilo. In tretjič, država naj zagotovi prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Vse to v primerljivih državah že poznajo, ni nič novega, taki predlogi so že bili, vendar doslej nikoli ni bilo zanje posluha. Upamo, res iskreno upam, da bo tokrat drugače. Gre za to, da tudi tokrat je prišlo do poškodb, na srečo samo kolikor vem lažjih pri gasilcih. Bi pa spomnil, da samo nekaj let nazaj ob velikih poplavah, ki smo jih imeli na Gorenjskem, je prišlo celo do smrtnega primera, ker je pač prišlo do posedovanja v neki kleti, kjer je bil tok visoke napetosti in je kljub zaščitni opremi eden od gasilcev žal potem pri opravljanju dolžnosti umrl. To se pravi, gre za to, da se država tudi na ta način oddolži
gasilcem in po drugi strani, da tudi stimulira, da jim omogoči, da pač lažje dobijo zaposlitev, da nimajo zaradi tega pravzaprav dodatnih težav, kajti marsikje danes zaradi tega, ker to na koncu se zlomi na plečih gasilca samega in pa tistega, ki mu daje zaposlitev, podjetnika torej, imajo zaradi tega pravzaprav celo nek tak sorazmerno težji status. Vse to bi država zlahka uredila, tukaj se ne zahteva nekih velikih sredstev, gre pa za simbolno gesto, da se pač da priznanje in pa tudi ustrezno ovrednoti tisto, kar gasilci delajo, to je, da nesebično pomagajo ostalim ljudem v stiski. To je na kratko predstavljen naš predlog o interventnih ukrepih, če je kakršnokoli vprašanje, se ne odgovorim. Če sem prav razumela, se pravi, o sredstvih nimate neke ocene, ne? Se šele pričakuje, nalagate s tem zakonom vladi? Na enak način smo ravnali tudi v preteklosti, oziroma je tudi vlada v nekem svojem predlogu predlagala nekaj podobnega, ker ocene seveda gredo kasneje, da se dela sproti. Morate tudi računati, da zdajle vstop v gozd, zlasti na strmih pobočjih, je izjemno nevaren. Stvari se bodo pa ob snegu, ki se danes ponoči pričakuje, še bistveno poslabšali. Se pravi, v tej fazi je verjetno mogoče oceniti samo škodo na infrastrukturi, vse ostalo bo pa mogoče šele kasneje, ko se bo postopno odpravljalo posledice, ko bo dostop do vseh območij, ki so bila prizadeta, in šele takrat bo možno res točno ugotoviti, za kakšen obseg sredstev gre. Se pravi, po tem, kar smo zdaj slišali, sicer so še povsem neuradne ocene, pa bo škoda zanesljivo 100 milijonska oziroma upam, da ne še bistveno večja, te številke. Če ni več vprašanj? Če ni več vprašanj, najlepša hvala. Srečno.